Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà umana. Včerajšnji napad v Parizu nam daje misliti o človeški okrutnosti, o terorizmu, tako posameznih primerov kot državnem terorizmu, o okrutnosti, ki je sposoben človek. Pri tej sveti maši molimo za žrtve te okrutnosti in za okrutneže, da bi jim Gospod spreobrnil srca. S temi ostrimi besedami se je papež Frančišek med mašo v domu svete Marte odzval na teroristični napad, ki je šokiral Pariz in v svet. V nadaljevanju je spregovoril o Bogu, ki je ljubezen, ter izpostavil, da krščanska ljubezen se stoji iz konkretnih dejanj in ne besed. Bog je ljubezen in samo po poti ljubezni lahko spoznaš Boga, je poudaril papež Frančišek in pojasnil, da gre za razumsko ljubezen, torej ljubezen, ki jo spremlja razum. A kako ljubim tisto, kar ne poznam? To pa je nauk dveh zapovedi, je nadaljeval papež. Najpomembnejša je ljubiti Boga, kajti on je ljubezen, druga pa je ljubiti bližnjega. Da bi prispeli do prve, se moramo povzpeti po stopnicah druge, torej preko ljubezni do bližnjega prispemo do spoznanja Boga, ki je ljubezen. Samo tako, da ljubimo razumsko, a ljubimo, lahko prispemo do te ljubezni. Zato moramo ljubiti drug drugega, ker je ljubezen od Boga in kdor ljubi, je rojen iz Boga, je dejal papež in dodal, da bi poznali Boga, je treba ljubiti. Kdor ljubi, pozna Boga. Kdor ne ljubi Boga, ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Vendar pa tu ne gre za ljubezen iz telenovel, je opozoril Frančišek. Gre za trdno, močno ljubezen, večno ljubezen, ljubezen, ki se pokaže v Sinu, saj je prišel, da bi nas rešil. Gre za konkretno ljubezen, ljubezen del in ne besed. Da bi poznali Boga, je po papeževih besedah potrebno vse življenje.